Čuješ, povej, kako so kaj razmere za vaše romsko naselje po sprejetju novega zakona socialnega? Malo težko. In kaj se kaj z ljudmi dogaja? Ja, ljudi se dogaja to, ker so ostali brez prihodke, brez štipendije, brez otroške, brez socialne pomoči in tu so zdaj tudi glede problem zaradi elektrike, zaradi vodo, ker imamo mestni vodovod. Tudi zdaj so še prejšnji teden hodili, ker ščejo izklopiti. In to je to, ne vem. Tako, dosta ljudi je izgubilo socialne pomoči. Tu je skoraj 3 kvartale si, 3/4. Večina Romov je nezaposlenih, posledično je tudi večina posameznikov in družin odvisnih od denarnih socialnih pomoči. Zmanjševanje socialnih pravic praviloma vodi v povečanje revščine, ki jo tradicionalno povezujemo z ranljivimi skupinami in nezaposlenostjo. Nahajamo se v romskem naselju Dolga vas, občine Lendava, trenutno pred hišo moje sestre, katero je socialna zakonodaja zelo prizadela. Namreč ostala je brez socialne pomoči, zaradi tega, ker je januarja in februarja prejela celotno socialno pomoč, so se zdaj izpravili na otroški dodatek, tako da otroškega dodatka do oktobra sploh ne bo dobila. Edini dohodek, ki ga prejema mesečno, je 79 evrov in jaz mislim, da je treba biti mojster v teh časih preživeti z šolo obveznim otrokom, ki vsak dan rabi za šolo, sami veste kaj, da ne bi naštevali. Naj mi dajo službo, vseeno, če sem 53 let stara, srčni bolnik, rešim šla delati, kak pa njihove 115 evrov sprejela. Kamakoli naj me denejo v službo ali naj me v tisti rehabilitacijski center pošljajo, tam tudi znam delati. Samo telku, kam svojo zaposlitev imela, pa mu 8 ur delala, neka njihovo denarno pomoč čakam, pa 115 evrov, ka se ne mere nikak z toga preživeti. Naj to v moju kožu naj se nekak drugi postavi, pa naj drugi za 115 evrov mi preživi položnice za preživetje. Jaz imam eno izkušnjo tudi, ker sem bila na en razgovor, edino Romkinja sem bila med njim, nas je pa bilo 6. In jaz sem tudi hodila na razgovor, pa sem bila ful vesela, da zdaj imam svojo službo, ampak pogledajte, kaj se je zgodilo. Zgodilo se je to, da so vse 5 bili sprejeti, pa so šli na drug teden na zdravniški pregled, meni je rekel, da ko bo še rabo, ne pokliče. Dolga leta je bila revščina kot stigma neaktivnih skritimi predpostavkami, da je lahko le posledica lenosti ali invalidnosti. Revščina je torej posledica nezaposlenosti, zaposlenost pa je posledično pot iz revščine. Se pravi, to so vse položnice, ki ne boš plačati. Ne plačati, odkoj. Z 223 evrami sem jaz z 1.1. pa do zdaj do marca dobivala 223 evrov. S položnico, s hrano, pa plus še za obleči otroke. Jaz ga ne morem vključiti v vrtec, tudi nimam iz česa plačevati. In bistveno položnico, kak mi pride, plačam ta mesec ali pa naslednji mesec, ko malo več kaj zberem. Revščina je ena od pomembnih področji in kaže stopnjo neenakosti oziroma različnost nivoja socialne varnosti, na katero posega država s svojimi regulacijskimi mehanizmi. Revščina in socialna izključenost si slej ko prej podajata roko. Vse ti notri teči. Že okno je tudi fin. Dvere ti vse že ne rabim tudi. Povej, zakaj imaš ti ižo podrej to? Zaradi toga, ker so nam prekinili denarno socialno pomoč, glede naj mi dajo karkoli za delo, bom šla, pa ne rabim njihovo socialno pomoč. In zakaj si zdaj mogla podrejti hišo? Zato, ker je tu bila v nestabilnem stanju, na Gedecku so pravi, kaj jo moramo podrejti in ker sem je števala na 30.000 evrov. Se pravi, ta hiša, ki je zdaj tu podrejta, ja. Kako je vredna ta hiša? 30.000 je bila. 30.000 ti je ocejno što? Ja, na Gedecki pravi. In kaj so ti zaradi toga so ti ukinili pomoč? Ja. Socialno izključevanje se nemalokrat začne z materialnim pomanjkanjem, znotraj katerega je socialna izključenost širši koncept. Nema zavarovanja, jaz sem tudi betažna tabletanica, ne bila niti doktor.
da bi si lahko šla po tablete. Ne more. Se pravi, se trenutno sploh ne more zdraviti? Ne more se nikako zdraviti. To pa moraš plačati, kot koji zama, ko mu lahko plačala. Kot družba se moramo tudi naučiti sprejemati drugačnost, jo spoštovati in tudi ceniti kot del življenja, ki lahko pomeni tudi obogatitev. Nova spoznanja in izkušnje za tiste, ki se imamo za normalne in pomoč tistim, ki se morebitne zavirajoče drugačnosti želijo rešiti, obogati naša videnja in pomeni rast tako za tiste, ki takšno pomoč nudijo, kot za tiste, ki jo za svojo nadaljnjo življenjsko pot potrebujejo.